Pomaknemo se k rubriki, za katero Združeni narodi trdijo, da pomaga pri hujšanju. Telegraf, tako je. Ok, narod, spet imam kviz za vas. Kdo zasluži 100 evrov na uro? In ne, ni prostitutka. Je pa zaposlena v drugi najstarejši panogi na svetu. Govorim o Maši Kociper, najboljši prijateljici Alenke Bratušek. A se spomnite? Maša je tista bejba, ki je fiskalno pravilo razlagala s tem, da moraš dati velik krogec v manjšega. Alenka pa je bila predsednica vlade. No, Kociprova je bila svoj čas poslanka, ko pa ni prišla v parlament, je postala svetovalka Alenke Bratušek. Ja, spet smo pri svetovalcih. Te ljudje mešajo drek, zaračunajo pa kolordi. In kaj smo se doslej naučili o njih? Da so pogosto plačani za nekaj, kar niso naredili. Isto Maša Kociper. Več kot 100 evrov je bila plačana na uro, pa če tudi je šla le klepetati za Alenko. Ali pa ko je zaračunala sodelovanje na neki seji, na kateri je sploh ni bilo. In kaj počne zdaj, ko gre Alenka med nepovezane poslance, ker bo to spet poslanska skupina in bo Alenka dobila več kot 2 jurja budžeta za svetovalce, je tudi za Mašo poskrbljeno. Punca bo na vaš račun hodila na kavice in se delala, da dela. Prostitutke vsaj dejansko delajo za svoj denar. Kar pomeni, da Maša nikakor ni Kocipe. In ko smo že pri kurbariji, lahko vam povem, da je nekaj hudo narobe v slovenskem kmetijstvu. Doma pa so nezadovoljstvo na ulicah Ljubljane, Celja, Kranja, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice, Novega mesta in Ptuja danes izražali kmetje. Odkupne cene proizvodov so vse nižje, nizkim cenam tujega blaga sumljivega porekla, tega je vse več na slovenskih policah, pa ne morejo konkurirati. Jep, dogaja se manjši kmečki upor, saj so odkupne cene izdelkov vedno nižje, poceni robe iz tujine pa naši kmetje ne morejo več konkurirati. Kar je najbolj zanimivo pri tej zgodbi je pa to, da proteste podpirajo tudi v SMC, SDS, Novi Sloveniji in Združeni levici. Ok, Luko Mesco štekam, ker je kmet, ampak kaj pa vsi ostali? Cerar podpira proteste. Protestirajo, bimbo. To isto, ko bi Ludvik 16. pod giljotino govoril revolucionarjem. Odrežite mi glavo, čim hitreje, prosim. Mislim, jaz vas podpiram, narod. Jaz ne vem, kaj si ta misli. Glej, Cerar, sam neki, da ne govorim o vseh ostalih, kot je Židanu, recimo, ki je prav tako rekel, da podpira proteste. Ne? In pravijo, da protestirajo, da minister za kmetijstvo je Zandrek. Jaz sem minister za kmetijstvo. No, čeprav ne vem, on itak polovico časa ne ve, kje je, se je zgubljen. Ali pa SDS, pa NSI. Oni so kao za kmete in razvoj podeželja. A razen tega, da vam Peterleza igra na orgelce, ne boste imeli nič od njih. Ne? Prej je naša strokovnjakinja omenila, da so vsi desni evroposlanci podprli trgovinski sporazum, ki bo k nam prinesel še bolj poceni robo in naš kmet bo še bolj tenko piskal. Ne vi meni, da podpirate kmete, banda lažniva. Sam ne vi meni. Sam ne. In ko smo že pri lažeh, nam zelo ljuba revija Reporter, spet so dokazali, da so svetilnik med mediji. Medtem, ko je Janezek ta teden zganjal besedno vojno proti beguncem, ga je Reporter podprl z novico, da prostovoljci migrantom ne pomagajo več zaradi nasilja. Citirali so britanski portal Daily Stormer. A veste, kakšen logotip ima ta portal? Ta orel me na nekaj spominja in to ni klub opazovalcev ptičev Šiška. Ne. To je neonacistični portal, ki beguncem reče posiljevalci in razlaga, da vsi inteligentni ljudje sovražijo Jude in da je bil Adolf Hitler v bistvu v redu poba. Ne vem, zakaj Reporter s portala ne citira na primer tudi novice o tem, da moramo bojkotirati Vojno zvezd, ker je v novem filmu glavna vloga temnopolta oseba. Ali pa novico, kjer razložijo, kaj je Hitler menil o ženskah v politiki. Ne vem, das Reporter. Ne vem. Če že hočete biti kot neonacisti, bodite vsaj originalni. Ne kopirati ostalih kot Janez Blera. Okay. Poglejmo za konec še na jug. Na Hrvaškem se bližajo volitve in nekdanji predsednik Ivo Josipović je posnel čisto poseben predvolilni spot. Naprijed Hrvatska, progresivni savez.
Nemamo programa, nemamo smisla za ritem, a imamo štapiče. To bi sicer lahko vsak politik rekel, ne, pred volitvami. Ampak Ivo Perpetuum Džezile Josipovič ni edini, ki igra klovna za volilne glasove. Tudi mi smo imeli že par tepcev. A se spomnite na primer tega? V mladosti sem najraje igrala košarko. Igrala sem v šolski reprezentanci, v klubski reprezentanci, sedaj pa z največjim veseljem navijam za slovensko košarkarsko reprezentanco. Ja, čeprav se mi zdi, da si Ljudmila ful velik žog dobila tudi v glavo. Brigajo nas kompetence in program. Važno je, da Ljudmila navija za našo reprezentanco in meče na koš na glasbo iz Porniča. Da ne govorim o Virantovi državljanski listi, se spomnite? Drage državljanke in dragi državljani, Slovenci in vsi, ki živite z nami, vsi, ki živite znotraj meja in vsi, ki živite onkraj morja. želimo vam sreče, zdravja, veselja, tople domove, zdrave družine. Si predstavljam ta sestanek, ko je en rekel, dajmo se približati mladim, pa dajmo narediti en rap komad. Spodira, da se rima. Virant, če me spomin ne vara, si se ti kot raper na sceni obdržal dlje kot v parlamentu s svojo stranko. A nimam prav? Ko mi čakam naslednje volitve, da vidim, kako bo Cmerar pel šlagerje, Židan pa bo plesal balet. To so edine šanse, da prijete še kdaj v parlament. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.